Na Prešernov dan so po vsej državi potekale številne večje in manjše prireditve. Kulturne ustanove so umetnosti željnim obiskovalcem brezplačno odprle vrata in ponudile pester program. Ob slovenskem kulturnem prazniku je bil prost vstop tudi v Bistriški grad. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je organiziral vodenje po gradu in vodenje po razstavi Pohorski junaki z avtorico razstave doktorico Ireno Mavrič-Žižek iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor. Martina Plohl, plesna pedagoginja, trenerka in nekdanja aktivna tekmovalka, je po izdaji priročnika za plesalce napisala novo knjigo z naslovom Ples utrip življenja. Več o knjigi, ki je namenjena širšemu bralstvu, ter ne samo tistim, ki se aktivno ukvarjajo s plesom, je minulo soboto predstavila v svojem plesnem studiu Plohl v Slovenski Bistrici. V bistvu je bil povod, ko je že na predstavitvi prve knjige, mojega prvenca, prvega avtorskega dela, namenjenega predvsem tekmovalnim športnim plesalcem in pa trenerjem, je prišel eden od gostov na idejo, da bi mogoče druga knjiga bila posvečena vsem. Torej širši populaciji, širši množici ljudi, različnih starosti, tudi tistim, ki se s plesom še morda niso srečali ali pa ne vejo tako zelo veliko o plesu. Tako da iz tega je nastala ideja in iz ideje se je potem rodila knjiga in danes jo lahko s ponosom že držim v rokah. Torej, kaj je bilo glavno sporočilo vaše knjige nekemu splošnemu bralcu? Glavno sporočilo je, da v bistvu jaz ples v knjigi povezujem z življenjem in primerjam v bistvu življenje, vsakdanje življenje vsakega človeka primerjam z plesom. V bistvu je ples povsod, je v nas, torej v našem telesu, bitje srca, pretakanje krvi po žilah, potem ples zaznamo, ko se ozremo v okolici, v naravi, plešejo naše misli, pleše tudi naše valovanje oziroma naše življenje, ko imamo vzpone in padce in v bistvu jaz želim bralca nagovoriti v tej smeri, da je ples povsod okrog nas, moramo se samo ozreti in pogledati tudi z srcem in dušo. Torej, v vašem studiu sodelujejo netekmovalci in tekmovalci, ne? Kako bi v bistvu vi razložili vašo vizijo za plesni studio, kakšen je bil na začetku in še imate mogoče kako vizijo za prihodnost? Absolutno, vizij ne zmanjka, idej ne zmanjka. Sem tudi tak tip človeka, ko zmeraj v bistvu iščem ene nove izzive, novo motivacijo, nove načine, poskušam iti v bistvu s korakom naprej. In ja, začela sem, preden sem ustvarila ta plesni studio v Slovenski Bistrici, sem poučevala predvsem tekmovalne plesalce, zdaj pa seveda veliko je povpraševanja po takšnem hobi, gibanju, plesu, druženju in s tem je tudi prerasla ideja, da sem odprla v bistvu takšne skupine za hobi plesalce oziroma ljubitelje plesa, ki pa niso pravi tekmovalci, ampak hodijo po napornih delavnikih se sprostiti, družiti, poveseliti ob glasbi in plesu in tudi kaj novega naučiti. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek gostili literarni večer z Janjo Vidmar, eno najbolj priznanih in branih slovenskih pisateljic, prejemnico številnih nagrad za mladinsko književnost, ki se je v zadnjem obdobju posvetila pisanju literature za odrasle. V Slovenski Bistriški knjižnici je predstavila svojo novo knjigo V koraku z volkom. Leposlovni roman je izpisan z avtoričinim pretanjenim posluhom za jezik. V koraku z volkom je nadaljevanje zgodbe, ko si Alenka po vrnitvi z kamina začne z negotovimi koraki utirati lastno pot v svobodo. Ta pa ima visoko ceno, saj skupaj z novim začetkom privrejo na plano tudi travme iz njenega zgodnjega otroštva. Ob strani ji stoji novi prijatelj Miloš, ki jo vpelje v divji vodni svet narave. Takole lep smučarski pozdrav iz sonce obsijanih treh kraljev, odlična smučarska podlaga, dobrodelna prireditev, to je veleslalomski car, tretja izvedba in vsekakor veliko število udeležencev potrditev, da organizatorji te prireditve delajo v pravo smer. 130 udeležencev tega tekmovanja je nastopilo v 7 starostnih kategorijah. Tudi lepo sončno vreme je dalo svoj prispevek, da so lahko udeleženci res uživali. Užitek se je bilo spustiti med vratci, še večji pa se družiti v vseh lepotah zimskega smučarskega dne pri treh kraljih.
Res je, kar ste rekli, vreme nam zopet služi, vedno več je ljudi, vsako leto več, proga je vsako leto boljša, naučili smo se ogromno in zato smo vsako leto boljši, vse je to naš cilj seveda. Pisana druščina tekmovalcev od 4. leta pa vse tja do 70. leta je morala presmučati progo z 32 vratci. Najhitreje je to nalogo opravil lanskoletni zmagovalec Simon Klemenšek in to v času 44:56 ter se ponovno okronal z nazivom velecar. Seveda, sami smo se zopet z veseljem udeležili, cela družina tekmovanja. Veliko veselje nam je, da je v ospredju tekmovanja dobrodelnost, pa da se dela v bistvu za otroke. Tekmovanje pride pol na eno tretje mesto, prej je še sigurno druženje nas tekmovalcev, da se malo vidimo, malo podružimo. Pridemo skupaj, po vsej drugi strani je pa res organizacija na izredno visokem nivoju. Dejan Pristovnik pa večji poudarek kot samemu rezultatu na progi daje namenu tega dogodka. Že vsa 3 leta pa veliko naredi pri sami organizaciji. Zmaga danes našteje toliko, koliko pač dejstvo, da smo končno že v 3. izvedbi prišli do tega, da se za to tekmo začenjajo že rezervacije za štartna mesta. Omejeni smo namreč na 130 do 140 tekmovalcev in že včeraj pozno popoldan smo presegli to štartno številko. Kar je najpomembnejše je to, da je tukaj vedno več otrok, da nam vedno več sponzorjev stoji v strani in da pa predvsem za Bistričane ogromno pomeni, da domače smučišče pod Jakecovim okriljem postaja vedno bolj zanimivo tudi za vse ostale bivše tekmovalce iz cele Slovenije. In to je tisto, kar šteje. Mesta danes niso toliko pomembna. Tekmo so s svojimi vožnjami odprli najmlajši, ki so smelo vijugali med veleslalomskimi vratci. Med njimi je bil tudi nadobudni smučar Anže Polajžer. Za smučanje sem se odločil zato, da se kaj naučim, da lahko grem na kakšna tekmovanja, pa smučanje je zelo fajn. Tudi pot iz Domžal na tekmo ni bila predolga. Moja babi dosti tekmuje, pa smo pa najdeli to, pa smo se odločili, da bomo šli. Iz Laškega seveda brez piva pa je na tekmo prišla Lucija Tovornik. Super je bilo, fajni organizatorji, malo smo šli probati, kak še znamo kaj posmučati, super je, zadovoljna. Med starejšim je do cilja prismučal tudi udeleženec številnih tekmovanj širom Slovenije, Bistričan Mirko Kamenik. Smučarski dan za pozdraviti, ki je že 3. po vrsti in to so smučari mladi do vseh starostih in za pozdraviti. In kaj za prvega moža organizacije pomeni biti dobrodelen? Ali ima sploh dobrodelnost tudi kdaj svoj konec? Dobrodelnost pri nas se ne bo končala. Mi to nadgrajujemo in bomo peljali, dokler bomo lahko hodili, dokler bomo lahko smučali in dokler, bomo lahko razveseljavali otroke, komur je to namenjeno v prvi fazi in za mene se dobrodelnost ne konča, dokler ne zaključimo mi vsega, kar delamo. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice so na domačem parketu izgubile proti Turbini in to z rezultatom 0:3. V tekmi med Slovensko Bistrico in Turbino in to v 14. krogu druge slovenske lige Vzhod so zmago s 3:0 domov odnesle odbojkarice Turbine. Nize so dobile 27:25, 28:26 in 25:20. O tekmi, ki je ponudila veliko preobratov po posameznih nizih, je prva 2 niza odločila prav izkušenost igralk Turbine, ki so v prejšnji sezoni za nameček igrale v prvo B ligaški konkurenci, kajti obe igri so dobile v podaljšku nizov. Kje so vas danes Bistričanke presenetile v prvih 2 uvodnih nizih? Predvsem v igri v polju, se mi zdi, da vse, kar smo probale, vse so gor pobrale, tako da tukaj je najboljno. Potem pa 5., 6. napad, potem pa slejko prej zgrešiš kako žogo, ne? Tako da mislim, da je bilo to, no. Bistričanke so v prvem nizu vodile že z 19:9 in nato nasprotnicam dovolile delni izid 8:0. Sagadinova nato servirala za 23:17. Gostje pa so ponovno priključile na 24:24 in nato v podaljšku niza slavile 27:25.
prva dva niza smo začeli zelo dobro, predvsem prvega smo kar za nekaj točk vodili. Potem pa se je pač vse preobrnilo, je nasprotnica začela dobro servirati in se je pač vse preobrnilo. Čeprav smo še vedno se pač dobro igrale in se borile, je na koncu vseeno pač so nasprotnice prevzele zmago prvega seta, prav tako pa drugega. Tretji niz je bil še samo formalnost, kajti po nesrečno izgubljenih prvih dveh nizih je v tretjem kar dobro padla motivacija domače zasedbe. V srečanju, ki so ga izgubile, pa so Bistričanke pokazale dober pristop in željo po zmagi, tako da se nam obeta še zanimiv tretji del tekmovanja.